Torej, lep pozdrav vsem skupaj, ki nas spremljate preko družbenih omrežij in ki nas spremljate preko Zooma. Današnje vprašanje bo, česa smo se v pandemiji že naučili, kako pripravljeni smo na nove izzive in kako dobro se bomo znali odzvati na podobne izzive, ki nas čakajo v prihodnosti. Danes bodo z mano o tem razpravljali štirje sogovorniki. Naj začnem z damo, Jelena Juvan, docentka na katedri za obramboslovje na Fakulteti za družbene vede. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Z nami je tudi Evropski komisar za krizno upravljanje, Janez Lenarčič, komisar, ki ima v tem času polne roke dela, si mislim. Z nami je tudi gospod Igor Senčar, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, z nič manj polnimi rokami dela, sploh, ker nas v drugi polovici letošnjega leta čaka predsedovanje Evropski uniji. In seveda gospod Franc Dolenc iz podjetja Media Interactive, velik strokovnjak za digitalizacijo in življenje v digitalnih prostorih. Lep pozdrav vsem štirim. Morda za začetek vprašanje, gospod komisar, za vas. Še dobro se niste usedli v stol komisarja za krizno upravljanje, že se vam je na mizo zgrnila vsa moč epidemije, pandemije. Takrat imam v spominu eno vašo pobudo, prošnjo državam članicam, naj pomagajo Italiji in Španiji v soočanju z to krizo. Odziva ni bilo. Vas je v tistem rahlo spreletelo, zmrazilo po hrbtu, stvari so bile resne. Kaj ste se od takrat naučili glede kriznega odziva na izziv pandemije? No, glavna lekcija te pandemije je v tem, da tudi na področjih, ki so v nacionalni pristojnosti držav članic, kako so recimo zdravje, civilna zaščita, mejni nadzor in podobno, je v kriznih razmerah potrebno in koristno sodelovanje in usklajevanje tudi oziroma predvsem na evropski ravni. To mislim, da je glavna lekcija. Nekaj časa, pa ne dolgo, je trajalo, da so to dojeli vsi. Spomnili se boste, da so v tistih prvih dneh v marcu nekatere države reagirale precej na solističen način, zapirale meje brez usklajevanja s sosedi, povzročale dolge kolone tovornjakov in vozil, prepovedale izvoz medicinske zaščitne opreme v druge države članice, ampak to je trajalo nekaj dni, namreč komisija se je zelo hitro odzvala na to vrste pojave in zelo hitro smo dosegli razumevanje, da v takšnih kriznih razmerah velja bolj sodelovati in usklajevati ukrepe tudi na evropski ravni. Čeprav, ponavljam, to so stvari, ki so v nacionalni pristojnosti držav članic. Omenili ste Italijo. Italija je bila prva, ki je pošla zaloga medicinske zaščitne opreme. Prva država članica. In ko je zaprosila za pomoč preko našega mehanizma za civilno zaščito, se je izkazalo, da tudi nobena druga država članica nima, recimo temu, viškov medicinske opreme na način, da bi jih lahko priskočili na pomoč. To je pokazalo, da ta naš mehanizem za pomoč državam članicam v stiski ni vzpostavljen za tovrstne krize, takšnih razsežnosti, kot je pandemija, ko so vse države članice, praktično vse države članice, prizadete istočasno. Ta mehanizem dobro deluje v okoliščinah, ko je recimo prizadeta ena ali nekaj držav članic zaradi naravne nesreče, potresa in podobnega, in druge države članice priskočijo na pomoč v okviru tega mehanizma. Ko pa so prizadeti vsi in ko v konkretnem primeru primanjkuje na globalni ravni medicinske zaščitne opreme, pa tak mehanizem seveda ne more pomagati. Zato smo se takoj v začetku marca odločili razširiti strateško rezervo, tako imenovano RescEU,
na evropski ravni, tudi na področje zaščitne medicinske opreme. Ko sem prevzel svoj resor, je bila ta strateška rezerva vzpostavljena samo na področju letal za gašenje gozdnih požarov. To je bilo vse, kar je bilo tedaj v strateški rezervi RescEU na evropski ravni. Ko se je razplamtela ta pandemija in ko se je pokazalo, da nobena država članica nima dovolj te opreme, zlasti ne, da bi jo delila z drugimi, smo začeli takoj vzpostavljati to strateško rezervo in že spomladi so iz te strateške rezerve prejele pošiljke medicinske zaščitne opreme najbolj prizadete države članice. Gospod Senčar, v Sloveniji je bila tale pandemija povezana tudi s turbulentnim političnim dogajanjem. Pa če malo pogledamo stran od te politike, česa se je Slovenija naučila iz pandemije? Tudi sama se je znašla, tako kot je prej gospod komisar povedal, v situaciji, ki je bilo treba hitro, učinkovito najti in opremo in stvari. Smo zdaj bolj pripravljeni na to, da bomo prej do opreme, imamo povezave z dobavitelji. Kaj vse je nas, Slovenijo, naučila pandemija do sedaj? Hvala lepa za vprašanje. Ja, Slovenija se je tako kot vse države članice znašla takrat pred nenadnim šokom. Vlada je v bistvu nastopila mandat hkrati z razglasitvijo epidemije oziroma pandemije in ko je predsednik vlade poklical predsednico komisije, če mu lahko priskoči na pomoč za zaščitno opremo, sta skupaj ugotovila ravno to, kar je prej komisar Lenarčič povedal, da ni bilo strateške rezerve tudi na skupni ravni za zaščitno opremo. In tisto, česar se je Slovenija najprej naučila, seveda je jasno imela že pogled tudi na naloge predsedovanja, je bilo, da je nujno potrebno politično voljo držav članic osredotočiti na to, da se skupaj drug drugega podpremo in podpremo skupna prizadevanja, da bi naslednjič, ko se nekaj podobnega zgodi, bili bolje pripravljeni. In predsednik vlade je potem na pomlad pisal pismo ostalima dvema liderjema trija, torej premierju Kosti in kanclerki Merklovi in še predsednici komisije von der Leyenovi, da bo prav na to osredotočena naša naloga predsedovanja. Torej, da bomo bolje pripravljeni za zdravstvene krize oziroma pandemije v prihodnje. In druga točka pa je, da bomo bolje pripravljeni, kar se tiče morebitnega kibernetskega napada na državo članico ali pa na več držav članic Evropske unije in da v bistvu ukrepimo odpornost svoje kritične infrastrukture na morebitne kibernetske napade. Tisto, česar smo se pa takoj na začetku naučili, pa je, kako pomembno je sodelovanje z sosedi in regionalno sodelovanje. Če sem najprej omenil nujnost ukrepiti skupne zmogljivosti in koordinacijo in podpreti Evropsko komisijo pri tem, je pa tisto, kjer pa si najprej prizadet in si soočen z istim problemom, je pa v odnosu z sosedi. In tudi v regionalnem smislu so se potem vezi krepile, tudi medsebojna pomoč je bila seveda medsosedska pomoč ali pa regionalna pomoč. Mi smo tako dobili pomoč v zaščitni opremi iz Češke, Poljske, Madžarske. In to je neka dodana vrednost te izkušnje. Druga, da to posplošim, bistvena dodano spoznanje pa je, da brez solidarnosti in sodelovanja pri soočanju z tako velikimi skupnimi problemi ne gre. In to se je potem dosti hitro pokazalo na pomlad, ko smo bili soočeni z
posledicami na ekonomskem področju, najprej za evrsko območje. Tu sta bili dve ranljivi državi, ki sta bili najbolj prizadeti z epidemijo, Italija in Španija. In takrat so se začele pobude, k njim smo pristopili tudi mi za evroobveznice in potem seveda rezultanta raznih pobud je pa pripeljala vendarle do izjemnega kompromisa za večletni finančni okvir in sklad za okrevanje, zlasti sklad za okrevanje, res predstavlja rezultat medsebojne solidarnosti in seveda najprej medsebojnega razumevanja. Tu so bili potrebni veliki kompromisi in da je do njih prišlo, so morale države dejansko prisluhniti drugi in najti kompromis, ki je pravilno naslovil zlasti tiste, ki so bili najbolj ranjeni z prvim valom epidemije. Hvala. Dr. Juvan, poslušamo solidarnost, hiter odziv, pristojnost držav članic. Nekako se zastavlja vprašanje, ali so obstoječi modeli, ki jih je bila Evropska unija, ki so jih bile evropske države navajeni, ali so ti modeli bili ustrezni. Nekako je razumeti, da do neke mere da, z tovrstnim izzivom, na tovrstni izziv pa nikakor ne. Lep pozdrav še enkrat. Najlepša hvala za vprašanje. Se mi zdi, da je v bistvu že gospod komisar zelo lepo nakazal, da je mehanizem Evropske unije, oziroma mehanizem civilne zaščite Evropske unije prvotno ni bil namenjen za soočanje z takšno krizo. Pa vendar, ali je sploh kdo bil pripravljen na takšno krizo, ne? Ne govorimo samo o Evropski uniji, govorimo tudi o nacionalnih sistemih kriznega upravljanja in vodenja. Gre predvsem za to, da so značilnosti tele krize takšne, da v bistvu se vsi sproti učimo, tako Evropska unija, kot tudi posamezne države, tudi mi državljani. Ena izmed bistvenih značilnosti te krize je ravno izjemna kompleksnost, torej kriza, ki zahteva odgovor vseh struktur, vseh sistemov, podsistemov, sodelovanje, koordinacijo vseh struktur in to je tisto, kar upam, da smo se vsi naučili in da morda v prihodnje, če bo ta kriza trajala še dolgo oziroma še nekaj časa, ne bo predstavljalo tolikšno težav, kot je na začetku. Predvsem, ko govorimo o odgovoru na to krizo oziroma ko jo analiziramo, moramo razlikovati, vsaj jaz bi rekla, med prvim pomladnim valom, vsaj na severni polobli, in sedaj jesenskim valom. Tudi Evropska unija na vseh svojih strukturah se je nekaj naučila. Govorim predvsem o tej strukturi, ki je tudi gospod komisar omenjal, konec koncev z januarjem, če sem prav zasledila, je tudi Slovenija na svojem ozemlju dobila pristojnost nadzora oziroma zagotavljanja skladišč, lahko rečem, za te rezerve. Tako da gre za izjemno kompleksno krizo, ki traja, posledice so nejasne, nedefinirane, lahko so še dolgotrajne in v bistvu gre za to, je neka ta enačba, ki je izjemno kompleksna z veliko neznankami in na to enačbo mora v bistvu Evropska unija najti pravo rešitev. Hvala. Gospod Dolenc, predtem je že gospod Senčar omenil seveda izziv kibernetske varnosti, pa vendar vsi ti odzivi, za vse te odzive je potrebna izjemna koordiniranost, izjemna koordinacija, ki sicer deluje na večjih ravneh, na večjih sistemih. Nekoliko kasneje boste predstavili slovensko rešitev Medicol. Kako zanesljivi so ti medmrežni sistemi obveščanja? Je tu možnost še ene dodatne zmede? Verjetno je tukaj dober izziv, velik izziv tudi recimo za nevarnost kibernetskih napadov v sisteme obveščanja. Ja, lep pozdrav vsem skupaj. Pozdravljam vas iz Škofje Loke, mimogrede iz praznjene
otroške sobe, ker je moj sin ravno v okviru zelo pronicljivega programa Erasmus v zadnjem letniku študija računalništva na Švedskem, kar pomeni, da čutimo Evropo iz prve roke. Moja zgodovina in moje ekipe je več 10 let dela na razvoju telekomunikacijskih sistemov, telefonskih central, ki smo jih že skoraj pozabili. Za mano je tudi 5 let vodenja Slovenske agencije za komunikacijsko mrežo in storitve in v okviru nje izjemno plodno sodelovanje v Združenju evropskih regulatorjev za telekomunikacije, se pravi nekaj zanimivih izkušenj, ki jih v zadnjih 5 letih z mojo ekipo prenašamo v neko inovativno, malo visokotehnološko podjetje in poskušamo iz teh izkušenj kaj pametnega potegniti. Tako da iz prve roke lahko povem, da smo desetletja komunikacijska omrežja, telefonske centrale gradili z enim izjemnim posluhom na varnost, na zaščito podatkov, na robustnost, na interoperabilnost in tako naprej. In danes, ko smo padli v svet Zoomov in Microsoft Teamsov, praktično nič od te tradicije ni ostalo, tako da jo bo treba začeti graditi od nova. Morali se bomo zavedati izjemnega pomena te kritične infrastrukture, ki ni več samo telefon, ki se najbolj pokaže v najbolj nenavadnih situacijah, dokler na teh platformah nastopamo kot uporabniki, kot njihovi produkti v bistvu, če govorimo o Facebooku, je eno, ko pa je od njih odvisno kritični elementi našega življenja nekaj popolnoma drugega. Zato je tudi pomembno, da ko smo osnovali to naše okolje za digitalno sodelovanje, in mislim, da bi morali vsa podobna okolja kot kritično infrastrukturo osnovati na podoben način, so pravzaprav v izhodišču bila odločitve, kako zagotoviti inherentno varnost, kako zagotoviti popoln nadzor nad podatki, kako varnost nad podatki dati raje v roke inženirjem kot stotinam strani pravnikov, kako kljub vsemu uporabljati najmodernejše tehnološke rešitve, se pravi, kako zagotoviti te zadeve. In dejstvo je, da to, kar mi trenutno delamo, seveda je tako kot mnogi drugi naši kolegi dokazuje, da se te stvari da narediti na ta način. Je pa seveda pomembno veliko vztrajnosti, veliko fokusa, veliko zavedanja, da gradiš kritično infrastrukturo in ne potrošniške aplikacije, in zelo veliko sodelovanja domenskih ekspertov, certifikacijskih inštitucij in spremljati, kaj se na svetovnem nivoju v tem pogledu dogaja. Zato je nujno, da ko govorimo o bodočnosti, se zavedamo, da to, kar smo zdaj doživeli, tako hitro transformacijo v času te naše COVID krize, ko čez noč večino komunikacij naredimo na videokonferenčnih okoljih namesto na mogoče telefonu ali na mailu, so se te naše navade dramatično spremenile. Spremenile so se veliko hitreje kot recimo 3-4 leta nazaj, ko smo mi digitalno sodelovalno okolje, na katerem je zgrajeno okolje Medicall, poskušali promovirati, in večina partnerjev ugotavljala, da je še prezgodaj za digitalno transformacijo, da se itak nikamor ne mudi, da itak nam gre vse dobro in tako naprej, in to zadnje leto je pokazalo, da se da tudi pospešiti in da ob tem, da vsi verjamemo in upamo, da je to res, da se bo ta kriza končala, bo pa neka nova fronta se odprla, in to je, da bodo okolja, ki bodo celovito obvladala digitalno transformacijo na globalnem nivoju, bolj kompetitivna od okolij, ki jo ne bodo obvladala. In jaz to enačim z letom 1866, ko je cesarsko kraljeva Avstrija sprejela odlok, da bo postavila javno šolstvo na Slovenskem, zgradila 1000 šol, vzgojila 10.000 učiteljic in pripeljala in dala učencem v roke tablice. In jaz mislim, da smo pod podobnim izzivom. Moramo se pa zavedati, da Slovenija nujno potrebuje inherentno znanje, da moramo tudi Slovenci znati te stvari narediti, ne samo uporabljati, in da je temu treba dati neko veliko pozornost in tudi vztrajnost. Mogoče toliko za zdaj. Hvala. Vprašanje bo za gospoda Senčarja in za gospoda Lenarčiča. Skupen odziv evropskih držav zahteva sodelovanje, medsebojno zaupanje in nekaj, čemur se države ne rade, dajmo reči, odpovejo, to je prenos nekaterih pristojnosti v Bruselj. Nekako se pričakuje, sploh v prvem valu, po prvem valu epidemije je bilo nekaj več solidarnosti, zdaj v drugem valu se morda tukaj že nekako krha, dolgo že vse skupaj traja. So države danes, morda gospod Senčar, stopamo v drugi polovici leta v predsedovanje, so države v tem trenutku bolj
solidarne, bolj pripravljene sodelovati, skupaj se boriti proti temu. Nekateri odzivi sicer zdaj ne kažejo morda tega, so spet bi lahko rekli solistični. Imate občutek, da je več te solidarnosti, skupnega boja? Kasneje pa seveda vprašanje za komisarja Lenarčiča, koliko pristojnosti so države, kar se kriznega odziva tiče, pripravljene prepustiti Bruslju? Jaz mislim, da je zavedanje o nujnosti skupnega delovanja, skupnega ukrepanja je veliko večje, kot je bilo na začetku. Seveda je tisti primarni instinkt vsake države, tako kot verjetno vsakega posameznika, reševati samega sebe, poskrbeti zase. Ampak seveda to je izziv, s katerim smo vsi soočeni in je tako velik, da je jasno, da še tako velika država članica mu sama zase ni kos. Samo en primer, kako je narastlo zavedanje nujnosti skupnega ukrepanja. Recimo financiranje razvoja in proizvodnje cepiv, njihova distribucija, vse to smo v bistvu naredili skupaj preko komisije in to je precejšen korak naprej. Seveda, nujno potrebno je, da vse to tudi uspe, oziroma da smo pri tem soočeni s čim manj problemi. Problemi seveda nastajajo v življenju, v realnosti soočanja z tako velikim izzivom. Na eni strani, če imamo izkušnjo, ki je čim bolj pozitivna, lažje bomo potem gradili tisto zaupanje, po katerem ste nekako spraševali, tisto zaupanje, ki je potrebno, da bi se neke pristojnosti, ki so zdaj nacionalne, morda prenesle na skupno raven. Jaz osebno si ne bi upal trditi, da je za to pripravljenost med državami članicami že dovolj visoka. Mislim, da smo še v tisti krhki fazi preizkušanja, kako učinkovito je skupno delovanje in seveda tudi zaradi tega, ker je stiska še vedno velika, tudi zelo kritičnih reakcij na morebitne neuspehe. V mislih moramo imeti tudi poizkuse ustavne narave oziroma spreminjanja pogodb od ustavne pogodbe vse do končno uspele Lizbonske pogodbe. Taki poizkusi, ki so bili vendarle soočeni tudi z nekaterimi neuspehi, puščajo zelo globoke politične izkušnje in strah pred kakršnimkoli tovrstnim tveganjem. Zato mislim, da bomo najprej preizkusili in gradili koordinacijo in sodelovanje na obstoječi pogodbeni podlagi in skušali to izkoristiti do maksimuma. Če pa bi bila kriza res zelo velika, pa človek nikakor ne bi smel izključiti kakšnih novih korakov. Že pobuda za evroobveznice je bila v bistvu zelo smel poizkus, brez katerega ne bi mogli priti potem do tistih kompromisov, do katerih smo skupaj prišli. Tu gre vedno nekako za preizkušanje, kako drzni smo lahko in kako močno je med nami zaupanje, da bi ukrepili solidarnost. Gospod Lenarčič, koliko drznosti je v Bruslju? Koliko moči prepričati države, da predajo nekaj pooblastil? Verjetno jim je treba v zameno ponuditi sisteme, v katere bodo zaupali. No, pristojnosti so določene v Lizbonski pogodbi. Tam točno piše, kaj je v pristojnosti držav članic, kaj je v deljeni pristojnosti, ko se pristojnosti delijo
države članice na eni in Evropska unija, se pravi komisija in druge institucije na drugi strani, in kaj je v izključni pristojnosti unije. Pri tej krizi imamo opravka predvsem z zadevami, ki so v pristojnosti držav članic. In komisija pri teh stvareh igra podporno vlogo. To vlogo pa je mogoče povečati, če se države članice s tem strinjajo. Jaz se strinjam s kolegom Senčarjem, da kakšnega velikega navdušenja za spreminjanje pogodb, kjer so pristojnosti razmejene, tega navdušenja ni. Tudi zaradi težav, s katerimi smo se srečevali v preteklosti z raznimi negativnimi izidi referendumov, ob spremembah pogodb in podobno. Te želje ne vidim. Vendar kljub temu mogoče veliko doseči, če obstaja politična volja. Ta volja pa obstaja nekako v korelaciji z intenzivnostjo krize. Naj vam dam par primerov, kako se s politično voljo da vzpostaviti več sodelovanja, več usklajevanja na evropski ravni, tudi v zadevah, ki so v nacionalni pristojnosti. Prvi primer je ta razširitev strateške rezerve RescEU, ki sem jo že omenil. Mi smo za to razširitev potrebovali pristanek strani držav članic, ker gre za zadeve, ki so nacionalne pristojnosti. In ta pristanek smo dobili v rekordnem času, v približno 2 tednih, tako da v sredi marca je bila vzpostavljena pravna podlaga, da smo lahko začeli graditi to strateško rezervo tudi na področju zaščitne in druge medicinske opreme. Drugi primer je naš predlog za zakonodajno spremembo in okrepitev Evropskega mehanizma civilne zaščite. Ta predlog smo vložili v zakonodajni postopek še pred poletjem in je prejšnji teden že privedel do političnega dogovora med sozakonodajalcema, pravi Evropskim parlamentom na eni in državnim članicam oziroma svetom EU na drugi strani, tako da zdaj imamo ta politični dogovor. Predvidoma bo dokončno formaliziran in sprejet v obliki zakonodajnega akta na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta aprila. To je tudi en rekordno kratek čas, če pogledate običajni zakonodajni cikel, to traja par let, lahko tudi par let. To je tudi en primer tega, da je to zavedanje med državami članice, da velja več sodelovanja in usklajevanja vzpostaviti na tem področju, to zavedanje je očitno. Morda še tretji primer, cepiva, ki je zelo aktualna tema in tako naprej. Cepiva sodijo v nacionalno pristojnost. Vendar so države članice pooblastile komisijo že junija, da se v njihovem imenu pogaja z potencialnimi dobavitelji cepiv. Pa se to je bilo v času, ko se še ni vedelo, ali sploh bodo cepiva in katera bodo uspešna in varna in učinkovita. Komisija je dobila več kot 100 izrazov interesa strani potencialnih proizvajalcev. Izbrala jih je približno pol ducata in očitno je dobro izbrala in se tudi dobro pogajala. Namreč vsi ti potencialni dobavitelji oziroma že dejanski dobavitelji, ki jih je komisija izbrala že lani, preden je bilo sploh znano, katero cepivo bo uspešno, so bili doslej uspešni pri potrjevanju cepiv. Mogoče bi še besedo o trenutnih kritikah na cepilno strategijo Evropske unije. Te kritike so v večji meri popolnoma neupravičene. Skupno cepilno strategijo, skupnim pristopom je Evropska unija dosegla, da imajo vse države članice in s tem vsi evropski državljani enak dostop do cepiv. So pa težave in težave so na strani proizvajalcev, ki so precenili očitno svoje zmožnosti glede proizvodnje. Ampak to je njihova napaka. Komisija je se z njimi dogovorila zelo točno za količine in dobavne roke, to je vse v pogodbah, in dejstvo je, da ima kar nekaj proizvajalcev težave pri izpolnjevanju teh pogodbenih obveznosti. Komisija se seveda tudi s tem problemom ukvarja, kolega Breton obiskuje proizvajalce in išče načine, kako bi lahko komisija oziroma Evropska unija pomagala pospešiti in povečati proizvodnjo in s tem dobave. Ampak dejstvo je, da je s tem pooblastilom, ki ga je komisija dobila od držav članic, dosegla enak
enako dostopnost za vse državljane. Mislim, da je to zlasti pomembno za državo, kot je Slovenija. Vprašanje, kako bi se Slovenija znašla v okolju, ko bi vsi tekmovali za cepiva, ponujali vedno višje cene za odkup teh cepiv, tako pa imamo vsi enak dostop do cepiv po celi Evropi in to pod ugodnimi pogoji. Zdaj je seveda samo na tem, da proizvajalci svoje pogodbene obveznosti izpolnijo, pri čemer smo jim prav tako pripravljeni pomagati. Ena od možnosti, ki bi bila morda na voljo Bruslju pri odzivih, je seveda tudi slovenska rešitev Medicol. Gospod Dolenc, nam lahko na kratko, nekako strnjeno, deloma laično pojasnite, za kakšno rešitev gre in kakšne so možnosti, priložnosti za uporabo v sistemu zaščite in reševanja, naprimer v Sloveniji, pa tudi seveda drugod po Evropi? Ja, hvala lepa. Naj si pomagam z par slikami. Upam, da bomo takole. A vidite mojo sliko? A vidite moj screen? Vidimo. Ja. Okay. To pravi, Medicol je rešitev zasnovana pred približno 6 leti. Naredili smo jo takrat zato, da bi izpeljali digitalizacijo izjemnih situacij. Je seveda posledica naših desetletij dela v telekomunikacijski industriji. S ciljem, da se sodelovanje, komunikacija in izobraževanje na zelo varen, robusten in učinkovit način v tem okolju izboljšajo. To pravzaprav rešitev smo lahko naredili samo zato, ker smo pred 6 leti spoznali enega res vrhunskega zdravnika, vizionarja, ki je imel vizijo, da bi tukaj na tem področju rad naredil preskok iz papirja v neko digitalno rešitev. In tle smo spoznali, da pravzaprav v teh rešitvah tehnološka znanja so sicer potreben pogoj, daleč od tega, da bi bil zadosten, ampak je potreben ljudi dejansko od bližje spoznati. Mi smo zelo veliko časa porabili, ko smo hodili po teh vajah množičnih nesreč. Lahko tudi tukaj rečem, da država do nas je nam je ta napor priznala. Dobili smo nekaj sredstev na razpis RRI, dobili smo internacionalizacijski budžet na Horizon 2020 in tudi leta 2019 zlato priznanje Gospodarske zbornice za inovativnost in družbeno smotrnost tega projekta. Kaj pravzaprav je ta zadeva? Pokazal bom sliko iz leta 2019 iz RTV Slovenije, ko je bila prva popolnoma digitalna vaja v Postojni narejena, lahko rečemo daleč v regiji. Slovenski eksperti ne poznajo nobenega področja v Evropi, ki bi bil toliko digitaliziran v primeru nesreče, ne bom pa rekel, da jih ni. In tukaj noter smo pravzaprav pokazali zadeve, ki so bile rezultat dela, ki smo ga istočasno naredili na področju vodenja dnevnih intervencij, in sicer je trenutno 13 zdravstvenih domov v Sloveniji, 10 klinik in helikopterska enota, so opremljeni s temi zadevami. To zato poudarjam, ker se s tem zbrala ena popolnoma neprecenljiva izkušnja mnogih uporabnikov iz zdravniške stroke, ker tukaj noter je ključno to, da tehnološke dosežke moramo stalno plemeniti s tem, kaj nam naši zdravniki in reševalci povedo, je dobro. Sami v tem pogledu ne moramo kaj veliko odločati. Kaj pomeni množična nesreča? Zgodi se nekaj poči in v nekaj minutah je treba stotine sodelujočih skoordinirati in to optimalno skoordinirati, ker je optimalno izkoriščenje resursov ključna zadeva, ki loči med življenjem in smrtjo prizadetih. Ponavadi se dela v nemogočih razmerah, ni časa, da se to, in v takih razmerah je seveda vzpostaviti digitalno sodelovalno okolje velik izziv. In mnogo ljudi je precej skeptičnih, če se to sploh da narediti. Se pravi, pojavi se nesreča, postavi se šotore, ljudje zelo dobro obvladajo fizično izvajanje in lahko rečem naše spoznanje, da ima Slovenija izjemno dobro kadrovsko bazo za izvajanje teh nesreč. Kaj je bilo treba torej narediti? Vse to, kar se danes dela na papirju in na digitalnih UKV radijskih postajah, je bilo treba prenesti v digitalne delovne procese, v digitalno okolje. In to narediti v nekaj iteracijah, ker vsaki smo se stališča uporabniške izkušnje nekaj novega naučili, kar pomeni, da danes informacija, ki jo ta gospod na levi zapiše na papir in potem mogoče ali tudi ne prenese v headquarter v naslednjih urah, se danes znajde tisto sekundo že v centralni točki in omogoča centralni točki koordinirano upravljanje s tem dogodkom. To velja tako za podatke o pacientu, kot vidite na desni, tudi za videokomunikacijska sredstva, ki se vključijo na varen način, takrat, ko je to potrebno. Torej, informacija z terena in te statusi, ki se v nekaj minutah vzpostavijo, se prenašajo v nacionalne centre in to je recimo slika enega takega dashboarda, ko smo ga imeli na vaji množične nesreče v Novem mestu. Se pravi, v živo vidimo stvari, ki jih sicer še ure in ure preko radijskih postaj
ne bi izvedeli ali pa jih ne bi izvedeli nikoli. Recimo na simulaciji madridskega atentata je naš sistem po 15 minutah dal podatke, da govorimo o veliki nesreči, po klasični poti je trajalo 1:45 minut, da je do tega podatka prišlo. Tako da ta digitalizacija tukaj, kakorkoli je nišna, je izjemno zanimive rezultate pokazala. Je pa dejstvo, da v tem pogledu seveda to nismo delali sami, to je zelo pomembno, da smo to delali skupaj z drugimi inštitucijami in ta sodelovanje se še razvija. Recimo Inštitut Jožef Štefan, z njim delamo na uvajanju umetne inteligence, Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani, Univerza v Novi Gorici, moderne metode učenja in zelo zanimivo, zelo veliko se naučimo v sodelovanju z mednarodnimi profesorji na Blejski šoli pri JDC. In upamo, da se bo zdaj razvilo sodelovanje na točno tej vertikali v okviru SRIP-a Pametna mesta. To je še mogoče pomembno. Na bazi teh izkušenj ugotavljamo, da ne moreš množične nesreče delati izolirano, se pravi ljudje enkrat na leto za pol ure ali pa 2 ure dobijo ta orodja, ker se jih ne bodo nikoli naučili. Zato je ključno, da imajo te inštitucije podobna ali enaka orodja tudi pri vsakodnevni rabi. Prej sem že omenil, da na Gorenjskem in Primorskem rešilci že vozijo okrog s tablicami. Ravno v tem mesecu kot posledica epidemije smo pa dosegli to, da Gasilska zveza Slovenije, Zveza poklicnih gasilcev in Rdeči križ Slovenije začenja uvajati to okolje za svoje redno izobraževanje nadaljavo in za poslovne komunikacije. S tem seveda se bo dramatično zmanjšala ta razpoka, ta kritična točka, ki ni tehnološkega značaja. Ljudje bodo z velikim preznanjem neke konkretne tehnologije prišli v okolje, v katerem bodo potem zelo enostavno delali in nadgrajevali svoja spoznanja. Seveda je pa pomembno to, da ta glavne pripombe, ki smo jih slišali na začetku pred 5 leti, je, kako zagotoviti robustnost in varnost sistemov. Tle mi ne govorimo samo o cyber varnosti, govorimo tudi o splošni varnosti, kaj se zgodi, ko se mobilno omrežje izključi ali pa potres podre zadeve. Zato smo mi z izkušnjami, ki smo jih desetletja zbirali na razvoju telefonskih central, vsa arhitektura sistema je pravzaprav postavljena na teh izkušnjah, kar pomeni, da je celotno okolje distribuirano, da je uvedena georedundanca, kjer je lahko več računalniških centrih ta podpora. Zelo pomembno, da je to v centrih popolnoma pod slovensko kontrolo, v Sloveniji in pod nadzorom ekspertov, ki jim v tem pogledu zaupamo. In mislimo, da bi bilo tako okolje potrebno tudi regulirati. In seveda tudi ta inštalacija je tako narejena, da se z rešilnim avtom ali z gasilskim avtom lahko pripelje na prizorišče množične nesreče, ker ni nujno, da bodo komunikacije vedno na razpolago. V tem pogledu seveda se bo gradil tudi hibridne komunikacijske kanale, kjer pa seveda je nujno potrebno sodelovanje ustreznih telekomunikacijskih operaterjev. Tako da mogoče še pogled na varnost. Inštalacija sistemov v neodvisnih in dobro zaščitenih vozliščih v data centrih pomeni, da lahko ta varnost ustreza najbolj zahtevnim pogojem, ki jih bomo v Sloveniji postavili za zaščito teh sistemov. Zavedati se moramo, da še tako, kot sem prej omenil, še tako dobra pogodba z recimo Zoomom nam ne zagotavlja, da bomo v pravem trenutku na pravem mestu do vseh teh podatkov imeli dostop ali pa da bodo mednarodne povezave v tem primeru sploh delale. Vsi smo veliki zagovorniki rešitev v oblaku, je pa zelo dobro, če so nekatere od teh rešitev v oblaku malo bolj regulirane in da se vzame pod lupo, kako globalne izkušnje pravzaprav prenesti v ta svet in kako pomembno je, da so vse programske rešitve, ki jih v teh sistemih uporabljamo, pravzaprav v čim boljši meri poznane, po možnosti odprtokodne ali nacionalne, ker je treba narediti revizijo. Nikdar ne vemo, kako se bo v naslednjih letih ta čudna spopad globalnih interesov odvijal, verjamemo pa, da zelo velik spopad globalnih interesov se bo odvijal v cyber prostoru in moramo biti pripravljeni na stvari, ki se jih pred parimi leti sploh nismo zamišljali. Tako kot veste, ko so začeli uvajati promet avtomobili, se nismo zavedali. Tako da mi verjamemo, da pač v tem pogledu moramo te stvari vlagati in mogoče toliko zaenkrat. Predvsem je pa treba zbrati veliko znanja in prepričanosti, da tudi v slovenskem in regionalnem okviru znamo delati rešitve, ki so vrhunske. Glede na to, da sem v preteklosti vodil ekipe z več 100 inženirjev, vam povem, da za te rešitve ne rabi 100 inženirjev, ker je zelo veliko tehnoloških komponent, je na trgu celo odprtokodnih. Rabiš pa sistemsko znanje in je neko neskončno, skoraj bi rekel, izjemno navezanost med domenskimi eksperti, ne samo zdravniki, v bodoče tudi gasilci, civilno zaščito in tistimi, ki razvijajo sisteme. S tem lahko rešiš mnogo problemov in velik izziv bi nam bil to delati na mednarodnem prostoru. Toliko mogoče zaenkrat.
Hvala. Vprašanje za komisarja Lenarčiča, za gospo Juvan. Kako bi lahko, zdaj slišali smo en primer, eno rešitev, kako pa bi lahko še okrepili odzivni center Evropske komisije v Bruslju za različne tipe nesreč, ne zgolj za pandemijo, seveda tudi za vse ostalo? Morda... Pa dobro, jaz lahko z nekega tega bolj teoretičnega vidika, ker pač gospod komisar je bolj seznanjen z dejanskimi težavami kriznega odzivnega centra, predvsem vsi ukrepi oziroma vse strukture, ki ukrepajo, morajo temeljiti, oziroma njihovo delovanje mora temeljiti na nekih scenarijih, ki so realni. Torej, potrebno je preigravati scenarije, da potem lahko, ko se dejansko zgodi neka kriza oziroma potreba po neki pomoči, da lahko te strukture tudi učinkovito odgovorijo. Torej, potrebni so scenariji, na osnovi scenarijev, spet scenariji morajo biti realni, ne smejo biti low case scenariji, ravno tako ne smejo biti tudi worst case scenariji, ampak na osnovi teh scenarijev je potrebno izdelati protokole, ki za sabo povleče tudi nabor zmogljivosti po posameznih državah članicah, torej vedeti moramo točno, s čim razpolagamo, kaj so države članice sploh pripravljene poslati na pomoč in predvsem v kolikšnem času oziroma katera oblika pomoči je lahko na voljo v najkrajšem možnem času, da se aktivirajo. Poleg teh scenarijev pa je vsekakor potrebno upoštevati tudi eno izmed značilnosti kriz. Krize so nepredvidljive, predvsem naravne nesreče, potres se lahko zgodi kjerkoli in kadarkoli. Tisto, kar v trenutno trajajoči pandemiji oziroma trenutno trajajoči krizi, mislim, da skrbi vse strokovnjake z področja kriznega upravljanja in vodenja, je, kaj se zgodi, ko se naprimer istočasno v neki takšni veliki krizi globalnih razsežnosti zgodi še neka naprimer naravna nesreča večjih razsežnosti. Naši sosedi na Hrvaškem v Zagrebu so imeli v bistvu spomladi zelo en tak dober, lahko bi rekla, šolski primer. Sedaj pač mi vsi lahko upamo, da se nekaj takega ne bo ponovilo. Torej, glede na to, da kriza ob pandemiji virusa COVID-19 traja in lahko, da bo še trajala, predvsem menim, da morajo biti vsi sistemi in strukture pripravljeni na to, da je potrebno neko dvojno ukrepanje in da dejansko ne moremo vse zmogljivosti neke države ali pa nekih nadnacionalnih struktur, naprimer, usmeriti samo v boj z eno krizo. Morda, gospod Lenarčič, kako je s pripravljenostjo kriznih ekip po državah? Vi imate ta pregled, primer potresa v eni državi, nek napad na infrastrukturo. Kako odzivne so te krizne ekipe? Kako lahko tukaj Evropska unija hitro in učinkovito prispeva rešitve? V Evropski komisiji imamo Koordinacijski center za odzivanje na krize, ki sodi pod mojo pristojnost. In to je center, ki deluje 24 ur na dan, 365 dni v letu. Deluje noč in dan, spremlja dogajanje po celem svetu, ne le v Evropi, po celem svetu. In, kar je posebej pomembno, ima mrežo kontaktnih točk v vseh državah članicah, pa tudi onkraj evropskih meja. Te kontaktne točke so različni organi, v Sloveniji je to poveljstvo civilne zaščite. Ta sistem zelo dobro deluje, tudi sistemi civilne zaščite v posameznih državah članicah delujejo dobro, so odzivni, se odzivajo tako na krizo, kot tudi na dogajanje, ki poteka skozi naš center. Vesel sem, da je profesor Juvan omenila spomladanski potres v Zagrebu. Takrat se je pokazalo namreč, da ta krizni mehanizem zelo dobro deluje. Ko je Hrvaška zaprosila za pomoč v nedeljo 22. marca, sredi vrhunca pandemije, so se številne države članice zelo hitro odzvalo. Prva, Slovenija, je še isti dan dostavila najnujnejšo pomoč, kot jo je zaprosila Hrvaška. Sledile so še številne druge države. Hrvaška je pa zaprosila tudi za
medicinsko in zaščitno opremo, ampak takrat je primanjkovalo po celem svetu in te odziva na to prošnjo pa ni bilo tedaj. To kaže, da pri medicinski opremi ni šlo za pomanjkanje solidarnosti, ampak pomanjkanje opreme. Zatajil je trg, bi rekel, ker pač proizvodnja oziroma ponudba ni mogla slediti povpraševanju, ki je skokovito se povečalo zaradi pandemije. Zatajil je trg, ne pa evropska solidarnost. To se je pokazalo prav ob tem potresu, ko je pomoč na Hrvaško prišla zelo hitro. Glede vprašanja, kako bi se dalo nadalje okrepiti evropski mehanizem. Omenil sem že, da smo dosegli politični dogovor, uspešno končali pogajanja za okrepitev evropskega sistema civilne zaščite. Ta okrepitev bo, ko bo uzakonjena, predvidoma aprila, prinesla naslednji. Prvič doslej bo Evropska komisija lahko neposredno nabavljala material ali storitve potrebne za soočenje s kriznimi razmerami na področju transporta, logistike in opreme. To doslej ni bilo možno. Evropska komisija te možnosti doslej ni imela, vsaj ne na področju civilne zaščite. Jaz se spomnim, kako so marca lani iz nekaterih prestolnic prihajali glasovi, nobene maske nismo dobili od Evropske komisije. Seveda ne, ker Evropska komisija ni imela niti ene same maske. Zdaj bo Evropska komisija te maske, če bo potrebno, v kriznih razmerah bo tudi sama nabavljala. To je prva pomembna sprememba in okrepitev tega sistema, kajti doslej smo morali za nabavljanje storitev in opreme morali prositi države članice, tudi tiste, ki gostijo strateško rezervo RescEU, med njimi tudi Slovenija. To strateško rezervo nabavljajo opremo in storitve države članice, komisija pa potem to refundira. Odslej bo lahko tudi komisija nabavljala. Profesor Juvan je omenjala scenarije. Na tem delamo in tu prihajam na drugo pomembno okrepitev sistema evropske civilne zaščite, in sicer na podlagi teh zakonodajnih sprememb bo komisija lahko skupaj z državami članice oblikovala načrte in cilje odpornosti. To bomo naredili skupaj z državami članicami, zato da bodo ti scenariji, kot je profesor Juvan poudarja, realni, realistični in da se bomo skupaj ugotovili, kaj potrebujemo na evropski ravni. Ker še vedno civilna zaščita ostaja nacionalna pristojnost, vsaka država je sama pristojna za to, da ugotovi, kaj potrebuje in to zagotovi, ampak mi bomo na evropski ravni morali tudi vzpostaviti neke načrte in cilje odpornosti, zato bomo izboljšali pripravljenost in odpornost Evropske unije na tiste krize, ki imajo čezmejne učinke, ki prizadenejo več držav ali vse države članice, kot je na primer ta pandemija. Naslednji element te krepitve je nadaljnja širitev strateške rezerve RescEU na nova področja. Dosegli smo že načelni dogovor z državami članice, da bomo razširili RescEU rezervo, strateško rezervo, tudi na področje radiološke, jedrske, kemične in biološke dekontaminacije. Če pride do kakšne večje krize zaradi jedrske nesreče ali podobnega, bomo imeli na evropski ravni v strateški rezervi ustrezno opremo in sredstva za dekontaminacijo. In nazadnje, evropski mehanizem civilne zaščite se bo okrepil zlasti s povečanjem sredstev. Znesek sredstev za ta namen se je potrojil na 3 milijarde evrov v proračunskem obdobju, ki prihaja, in ta sredstva bo tudi možno uporabiti na bolj prožen način, tako da se bomo lažje odzivali na tisto, kar se bo ugotovilo, da je potrebno. Evo, to je ta postopek, ki teče in lepo napreduje, in mislim, da bomo dosegli stanje, ko bomo tako kot Unija, kot posamezne države članice bolje pripravljeni na večje krize. Gospod Senčar, izboljšanje evropske odpornosti na krize in izoblikovanje načrtov za ravnanje v izrednih razmerah. To bo ena od nalog slovenskega predsedovanja. Lahko morda bolj konkretno, kakšni bodo predlogi, kakšni bodo cilji? Ja,
ključno je tukaj imeti pred očmi, kaj smo se že naučili, kaj smo že izkusili. Torej, nek lessons learned proces je tukaj izjemnega pomena. Refleksija pridobljenih izkušenj na različnih segmentih kriznega upravljanja. Tako smo že prišli skupaj in je to že tudi v bistvu postal tehnični izraz, neka strateška avtonomija oziroma odprta strateška avtonomija. Torej, nujno potrebno zagotoviti dovolj avtonomije na področju kritičnih proizvodov, kritičnih surovin za cepiva in druga zdravila in tako naprej. Potem povezati različne pobude. Tu imamo zdaj več pobud, več je bilo različnih koordinacijskih pristopov in vse to je treba na neki način povezati v idealu, da bi prišli do nekega enotnega, celovitega in integriranega dokumenta za usklajen odziv Evropske unije na krize, ki bi lahko potem služil kot neke smernice za države članice tudi pri odločanju o nacionalnih ukrepih. Te ukrepi bi naj bili v čim večji meri predvidljivi in usklajeni, zato da ne pride do nekih trenj in nepričakovanih blokad. In potem imamo pred očmi tudi ves zakonodajni proces. Od začetka krize naprej je Evropska komisija dala kar nekaj pomembnih pobud, nekaj jih še pride, zakonodajnih pobud, in seveda te pobude morajo pripeljati potem do sprejetih zakonodajnih inštrumentov. Tukaj konkretno gre za krepitev Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, gre za okrepitev Evropske agencije za zdravila in čeprav razumemo, bo prišlo tudi do predloga za nek organ za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere. Kratica za to v angleščini je ta Health Emergency Response Authority, torej HERA. In vse to bo nekako ravno, to zakonodajno delo bo ravno padlo v čas našega predsedovanja. Nekaj tega se bo verjetno začelo že pred tem. Torej, fokus bo na tem, ne bi pa smeli tukaj pozabiti tudi na ta drugi element programa, to je kibernetska odpornost. Tukaj gre ravno tako za to, da bi ustvarili nek enoten evropski način deljenja vlog, pravil, odgovornosti, procedur. Tu je pomembno imeti tudi pred očmi, da gre za splet oziroma za dejavnost akterjev različnih kategorij. Imamo tako agencije, ki spadajo v področje javnih oblasti, kot seveda tudi zasebni sektor. To je eno, drugo pa je, da na tem področju bo prišlo do predloga za revizijo direktive o varnosti omrežij in informacijskih sistemov. In ta direktiva bo v zakonodajnem postopku oziroma najprej v postopku razprav, ki se bodo začele tudi v času našega predsedovanja. To je v bistvu tisto, kar imamo pred očmi, torej povezati vse te pobude, zakonodajno delo in refleksija pridobljenih izkušenj in to dvigniti tudi na politično raven, tudi na najvišjo politično raven, kajti tu je potrebna ta enotna zavest in pripravljenost, ki potem lahko prinese tudi do
sprememb, ki so lahko potem tudi še daljnosežnejše. Mi torej nimamo več fokusa na ukvarjanje z obstoječo krizo, s tem se vsi ukvarjamo, ampak želimo biti bolj osredotočeni na nek srednjeročni in daljnoročni proces, ki naj prinese do večje odpornosti. Hvala. Tudi komisar Lenarčič je prej omenjal priprave načrtov in ciljev odpornosti. Je tukaj že kaj bolj konkretnega? Gre zgolj za idejo? So že konkretne aktivnosti, morda na kratko? Zelo na kratko. Moramo počakati, da to spremembo uredbe, gre za zakonodajni akt, spreminja se uredba o Evropskem sistemu civilne zaščite. To mora zdaj formalno potrditi Evropski parlament in svet. Pričakujemo, da bo to narejeno na aprilskem zasedanju Evropskega parlamenta in potem bomo takoj pristopili k implementaciji, k izvajanju te prenovljene uredbe. In tukaj bo zelo zanimiv del te implementacije padel ravno v čas slovenskega predsedovanja Svetu EU, namreč oblikovanje načrtov in ciljev odpornosti. Kot rečeno, to bomo naredili skupaj z državami članicami in tukaj bo imelo pomembno vlogo, koordinacijsko vlogo, usmerjevalno vlogo slovensko predsedstvo Svetu Evropske unije. Gospod Dolenc, pri Medicallu je seveda baza tega digitalno okolje. Evropska komisija pa se odziva tudi na krize drugod po svetu. Koliko uporabnosti, kako uporabna je v bistvu rešitev Medical v digitalno deprivilegiranih okoljih? Tam bi verjetno, oziroma ta digitalizacija se mi zdi, da ustvarja še en razkol med digitalno popolnim in digitalno rahlo zanemarjenim svetom. Kako uporabna je v mednarodnem okviru? Ja, hvala lepa za to zelo zanimivo vprašanje. Prvič moramo vedeti, da deprivilegirana okolja so povsod, niso samo na centru Afrike, so tudi določene družine v Sloveniji in tako naprej. Se pravi, to najdemo povsod, ker je pomanjkanje znanja, preveč strahu ali pa dejansko pomanjkanje vizije. To, kar mi tukaj poskušamo zagovarjati, je absolutno internacionalizacija teh konceptov, ki, kot sem prej rekel, so zgrajeni na principih inherentne varnosti, v katerih se za vzpostavitev te infrastrukture ne zadolži samo nacionalnih Facebookov in Zoomov in tako naprej, ampak ima pri tem vlogo tudi država in v okviru Evropske unije okolja, ki zagotavljajo, da se najde pameten balans med javnim interesom in med zasebnimi iniciativami. Jaz lahko rečem, ker sem v to osebno izkušnjo, ko sem leta 2012 postal direktor Slovenske agencije za komunikacijsko omrežje in storitve in sem šokantno ugotovil, da zamujamo z mega razpisom za frekvenčni prostor in naletel na mnoge nacionalne čeri in težave. Če ne bi bilo takrat evropske uredbe na področju telekomunikacij, bi izjemno težko speljali zadeve uspešno, kot smo jih. Še bolj kot uredba smo pa pravzaprav, je bilo pa fenomenalno to, da smo se srečevali lahko z nekaj izbranimi eksperti iz drugih držav, zelo prijaznimi. Mi smo izbrali Avstrijo, Finsko, Dansko, Irsko in Nizozemsko in delno Nemčijo, kjer si se lahko z njimi pogovoril o ozadju, kako se stvari delajo in si se na ta način nekako izognil prevelikemu pritisku lokalnih faktorjev, vsaj takrat. In ta peer-to-peer sodelovanje, ki ga moramo zgraditi, je zelo pomembno. Sama tehnologija in rešitve za digitalizacijo so v vsem svetu manj razvitih držav, ker je pa kljub vsemu telefon postal osnovno orodje zelo, zelo širokega kroga prebivalcev in mobilna infrastruktura, imate povsod od Konga do Afganistana, je pravzaprav zelo, zelo olajšuje marsikaj, kar je desetletja razviti zahod delal preko papirja, telefonov in podobnih zadev in mogoče je rekel preskok neke generacije. Ljudje so seveda enako sposobni, pa še bolj pogumni in mi verjamemo, da ob načelu, kjer je seveda s to tehnologijo, ki jo prinesemo v te kraje, ne prinesemo hkrati tudi monopola Facebooka in Google in tako naprej, ampak jim prepustimo te storitve in ta software, da ga z njim sami upravljajo, da so sami lastniki svojih podatkov in s tem tudi seveda sami lastniki svoje usode in svoje regulacije in mislim, da je to izjemna priložnost. Relativno malo industrij po svetu si to tako želi iti, ker zelo veliko teh industrij želi seveda ohranjati neke znane globalistične primate.
V Evropi smo del nekega gibanja, ki mu pravimo tudi digitalna suverenost, in vse, kar se tukaj dogaja, mi želimo v okviru tega gibanja digitalne suverenosti razvijati in te naše rešitve želimo spodbuditi. To, kar si pa seveda zelo želim, je pa, da bi večja slovenska IT podjetja, ki še vedno dostikrat delujejo po načelu winner takes all, vse znamo narediti sami, da bi bolj pripoznala to priliko sodelovanja, da bi to znanje, ki ga mi pa naši partnerji iz medicine prinašamo to zgodbo, znala prepoznati v gradnji nekih teh klasterjev, grozdov, ki bi šla lahko na svetovni trg. In ne nazadnje ta projekt, ki ga mi v okviru SME2 delamo, to je internacionalizacija teh naših prijemov, je vsa zgrajena na teh izhodiščih, ki pa pravim, so pa zaenkrat v IT industriji še bolj niša kot pa nek globalni trend. Upajmo, da bo bolje. Ni nepomembno vprašanje, bo pa zagotovo eno zadnjih. Gospa Juvan, govorili smo o zaupanju med državami, zaupanju držav članic do Bruslja. Če nas je še kaj naučila ta pandemija, oziroma nas to naučijo kar vse krize, da je zelo pomembno tudi zaupanje državljanov do sistemov, do držav. Kako je s tem? Kakšno je zaupanje državljanov Unije po mesecih in mesecih seveda tega, kar zdaj doživljamo? Kakšne so vaše ocene? Ja, kot ste že sami rekli, zaupanje je ključno, vendar mislim, da v tem konkretnem primeru, ko govorimo o državljanih, naprimer konkretno Slovenije, gre bolj za vprašanje oziroma gre za vprašanje zaupanja v nacionalno vlado in v nacionalne sisteme za ukrepanje, kot pa v zaupanje v Evropsko unijo. Torej, zaupanje posameznika se oblikuje, nažalost, pod vplivom predvsem medijev, spletnih omrežij in tako naprej. In tukaj dejansko evropske zgodbe, predvsem evropske pozitivne zgodbe, ne pridejo v prvo vrsto. Tako da meni se zdi, da so posameznik ne vidi dejansko, kako je Evropska unija preko mehanizma za civilno zaščito ukrepala, kaj je Slovenija na primer dobila oziroma zakaj je Slovenija zaprosila. Torej, v prvi vrsti gre za zaupanje v nacionalne strukture in potem šele morda pride zaupanje v Evropsko unijo. Če bi pa mogoče pogledali neke javnomnenjske raziskave, pa je v bistvu zaupanje v Evropsko unijo na splošno in v institucije v bistvu v slovenski javnosti še vedno je precej visoko. Hvala. Naš čas našega pogovora se je nekako odvil do konca. Zagotovo smo pri marsikomu vzbudili še kakšno vprašanje. Upam, da bo še priložnost in zagotovo bo še priložnosti, da bomo o teh temah govorili, če ne prej za časa slovenskega predsedovanja Evropski uniji. Hvala vsem štirim. Hvala za vaš čas, hvala vsem, ki so nas spremljali po družbenih omrežjih in po Zoomu. Vse dobro vam štirim sogovornikom in vse dobro vsem ostalim, ki so nas spremljali. Srečno. Hvala enako. Hvala lepa.